English Student Theatre ima na drugi gimnaziji že več kot 20-letno tradicijo. Med drugim so dijaki, ki jih ni strah igre, petja in plesa, nastopili tudi na festivalu Len. V ponedeljek in torek pa se bodo predstavili v Cankarjevem domu. Dobro jutro želim ravnatelju druge gimnazije Ivanu Lorenčiču ter dijakoma Andreji Tišič in Ninu Kolarju. Dobro jutro še enkrat želim vsem. Dobro jutro. Gospod ravnatelj, spodobi se in pravično je, da prvo vam zastavimo vprašanje. 20 let, dolga doba, dobrih 20 let, pa ne samo 20 let, celo produktivnih je bilo, ne? Ja, začela se to Emil Pečnik in kasneje sem pridružil Zvonko Babič-Korbus, ki so bila fantastični tim, en na področju režije, drugi pa na področju kostumografije, scenografije in pa seveda mladi, ki so se menjavali, ampak dokazovali svojo energijo in svoj velik pevski, igralski pa plesni talent in 20 let je za nami, že več kot 20. Bi lahko izpostavili morda kakšne resnične vrhunce? Če smo reči, da so bili vsi muzikli, so bili enkratno obiskani, hiti so bili, zvezde so bile v noto, ampak mogoče velik hit, Briljantina, Fantom, Vivo Rockju, Feel the Beat, Showtime, zadnji Deček iz džungle, praktično vsak muzikl. Se mi zdi, da ste zdaj že skoraj vse našteli, ne? Skoraj vse, nismo še nesrečnikov. Pa Levi kralj je bil ten takšen pravlični muzikl. Letos pa je aktualen Deček iz džungle. Andreja, en kratek opis, na hitro opis v bistvu, o čem govori ta muzikl? Dečka, ki je še bil majhen, najdejo živali v džungli in ga potem vzgajajo, dokler ne ugotovijo, da bi vseeno bilo boljše, da bi morda šel v indijsko vas in da bi tam pač ljudje skrbeli zanj. In potem se pač razne dogodivščine dogajajo med to potjo tja. Tam potem pride v to vas, sreča deklico, se zaljubita in na koncu se tudi potem poročita. O, srečen konec. Je to po risanki narejen? Mislim, tudi risanka obstaja, ne? Ja. Malo je kombinacija The Jungle Book in pa Tarzana. Ja, ne, se mi je zdelo. Nino, vidimo, ne, vidva ste v bistvu že v teh kostumih, tudi kostumografija je vedno na gledališkem odru zelo bogata. Kaj lahko poveš o tem, se ti dobro recimo počutiš v svojem kostumu? Ja, ne bi mogel reči, da se ne eno. Koliko je recimo različnih kostumov, nasploh igralcev? V bistvu imamo 150 različnih kostumov, imamo živalske kostume, rastlinske in pa človeške, tudi več vrst človeških in tudi živalskih, ki jih je Zvonko Babič-Korbus ročno naredil. Ampak vsi so pa iz blaga? Ja. Ja, ali kaj krzno vmes? Gospod ravnatelj. Kaj našitke, kakšne, samo več o manj pa. Da ne bo se kdo v Ljubljani oglasil. Čas je, da spoznamo tudi to, kar bosta počela v ponedeljek in torek zvečer, ne samo vidva, še veliko vajnih kolegov. Torej, privoščimo si odlomek iz muzikla Andreja in Nino. Izvolite. Midnight and I knew
Ja, tako, to sta bila Andreja in Nino. Vse to boste lahko videli v ponedeljek in torek in še več seveda v Cankarjevem domu. Ura? Ponedeljek ob 5, torek ob 5, ponedeljkova predstava praktično polna, v torek še pa nekaj stopnje, zato tisti, ki želijo, ne pohitijo. Cankarjev dom Ljubljana. Se bojite morda dneva, ko dijaki bi rekli, meni ni za pet, za plesati, jaz bi se samo učil? Mislim, da ne, da Cankarjev dom je pa res takšen izziv, da pa tudi, da moramo 5:30 iz Maribora iti, ne bo problem. Ne, mislil sem zato, da bi prišla generacija takšna, ki ne bi bilo do petja in plesa. Ne, vse generacije ena za drugo, ko prihajajo in potem je, to je izziv. Izziv je izziv za vsak, tudi zmeraj več ljudi pride na audicije, kot jih potrebujemo. Krasno, to je lepo slišati. Deček iz džungle, ponedeljek in torek Cankarjev dom, hvala lepa za obisk v studio pa pogovor. Lepo se imejte v Ljubljani. Hvala.